Dobrodošli v 9. lekciji. Zdaj si bomo pogledali pa še zadnji energijski sistem in sicer sistem, ki temelji na najvišji proizvodni moči, ampak za najkrajši čas. Najboljš bi lahko ta sistem prikazal z šprintom na 100 metrov. Se pravi, šprint na 100 metrov je čisto ta sistem. Sistem pa se imenuje alaktatni oziroma fosfatni sistem in je spet del aerobnega sistema, se pravi sistema, kjer kisika telo ne more porabljati zaradi visoke intenzitete. Zdaj, ta sistem, tako smo rekli, lahko proizvede največjo količino mišičnega outputa oziroma največji mišični output, ampak lahko test mišični output oziroma proizvodnjo sile ohranja maksimalno 6 sekund. Sicer so neki outlierji v literaturi, kjer se kaže 7 do 9 sekund, ampak to je zelo redko. 6 sekund je ona zgornja meja, kjer lahko ta sistem deluje, pol se pa takoj zraven začne vključevati aerobni sistem, to je pa sistem, ko smo ga na začetku omenili. Ok, in zdaj mimo tega ne morem, da bi povedal čisto malo fiziologije, samo zaradi tega, da bomo bolj razumeli, kaj se dogaja na nivoju fosfatnega sistema in zakaj se sploh imenuje fosfatni sistem. Tak se imenuje pa zaradi tega, ker dejansko direktno porablja univerzalno energijo, ko smo jo omenili čisto na začetku, in to je energija ATP. In zdaj sicer deluje cikl na tak način. Za fosfatni sistem bo uporabil energijo ATP, od molekule ATP, se pravi adenozin trifosfat, bo cepil en fosfat stran in se bo pol nastal ADP. In zdaj fosfatni sistem bo poskrbel, da se bo po porabi ATP-ja na ADP nazaj cepil en fosfat. Zato, da bomo spet dobili ATP. In to je najhitrejša oblika proizvodnje energije v našem telesu. Zato sistem lahko proizvede tako silo, ampak je zelo malo zalog fosfatnega sistema v telesu, oziroma fosfata v telesu, zato tudi tako hitro pade mišični output in se vklopi aerobni sistem. In zdaj, če je mogoče kdo zasledil, če ste v redu poslušali, sem omenil besedo fosfatni sistem. In ja, kreatin fosfat lahko zelo, oziroma kreatin monohidrat, lahko zelo močno pripomore k izboljšanju fosfatnega sistema. Se pravi, tu ne bom omenil dopolnil na koncu, ampak bom že zdaj vmes povedal, da če hočeš izboljšati svoj fosfatni sistem, oziroma predvsem njegovo trajanje za kako sekundo ali pa 2, pol ti močno priporočam, da v svojo prehrano dodaješ tudi kreatin monohidrat. Zato, ker bo služil, da bo tudi ATP, ko razpade na ADP, hitreje prišel nazaj v ADP in se bo lahko spet porabil za energijo. In zakaj je ta sistem sploh pomembno trenirati, glede na to, da ga redko kdo načeloma uporablja? To je pogosta zmota oziroma vprašanje, ko ga dobim. Ta sistem se bo vključeval pri 90% vseh aktivnosti, vsaj na začetku določene aktivnosti. Se pravi, vstajanje iz stola, usedanje v stol se delno vključi, oziroma vsaj na začetku se vključi fosfatni sistem za tisti začetni prerastek moči, da lahko ti vstaneš, pol pa naprej nadaljuje aerobni sistem. Je pa tudi po raziskavah, ko pogledamo, močno povezan z kognicijo tik pri mladih posameznikih, se pravi pri mladih od 20. do 60. leta, se pravi mladi in srednja starost, plus v dolgoživosti, ko gledamo kognicijo v starosti od 65. leta dalje, je zelo močna povezava med tem, če imaš močnejši oziroma bolj učinkovit fosfatni sistem z tvojo kognicijo oziroma upadom kognicije. Boljši sistem, ko je, manjši upad kognicije bo. Hkrati bo pa močen vpliv oziroma direkten vpliv imel fosfatni sistem tudi na razvoj moči. In zdaj, če ima vpliv na razvoj moči, bo hkrati imel tudi na razvoj mišične mase. In hkrati v starosti bo imel tudi direkten vpliv na incidenco poškodb ali pa na smrtnost. Se pravi, ko se neka poškodba zgodi, tisti osebek oziroma starostnik, ki bo imel močnejši fosfatni sistem, bo manj se poškodoval ali pa se bo hitreje rehabilitiral. Teda, fosfatni sistem vpliva direktno na čisto celotni sistem. Plus tega pa pomaga pri proizvodnji ATP-ja, ki je pa itak univerzalna energija za vse celice. Se pravi, tudi za fosfatni sistem oziroma trening fosfatnega sistema priporočam, da ga delate vsi oziroma vsaj večina populacije. Trening fosfatnega sistema bo ful podoben treningu laktatnega sistema, ampak bo še bolj poudaril na output moči oziroma na vate, na mašini in pa na zadostno pauzo. In sicer zgleda tako. Če si začetnik, začni z 10 serijami, lahko gremo pa do 25 serij na trening enoto.
Priporočam minimalno enkrat, pa maksimalno dvakrat, mogoče trikrat, če si nek športnik, ampak ni potrebno. Se pravi, 1 do 2krat tedensko, 10 do 25 serij. Ena serija zgleda pa tako. Usedeš se na airbike in za 3 do 6 sekund nabiješ airbike na najvišje vate, kolikor lahko, in to pač držiš 3 do 6 sekund, potem imaš pa minimalno 2 minuti pa do 5 minut pauze. Zaradi tega, ker moraš poskrbeti, da se tvoje telo čist počije, da se fosfatni sistem regenerira, se pravi, ko smo prej rekli, da se ADP-ji nazaj spremenijo v ATP, kjer ga lahko telo pol spet porabi za tiste 3 do 6 sekund, ko prideš ti v novo serijo. Se pravi, to je trening fosfatnega sistema. In zdaj, kje bi jaz treniral fosfatni sistem? Tako sem že omenil zdajle na airbike, najbolj priporočam načeloma eliptične naprave, samo zaradi tega, ker lažje nadzorujemo naš output sile in lahko spremljamo, da nam ne pada in da res vzdržujemo konstantnega. Lahko pa seveda uporabimo tudi neke šprinte ali pa neke težje uteži, ki jih moramo za dlje časa nekaj potiskati ali pa vleči. Načeloma bo ciljalo na isti energijski sistem. Važno je najbolj, da ciljamo mišični output na eni strani, da je konstanten in pa da je pauze dovolj, da je lahk mišični output konstanten. In to je to. Prišli smo zdaj do konca tudi energijskih sistemov. Zdaj, energijski sistemi so bazalna podpora oziroma bolj globja podpora prejšnjim lekcijam, ko smo jih imeli prej. Se pravi, višji VO2 max oziroma više aerobne kapacitete bojo koristile pri optimizaciji spanca. Zaradi tega, ker pač se določeni procesi dogajajo, ki jih cona 2 med spanjem podpre. Mišično moč, mišično maso bo ta podprla predvsem laktatni sistem in pa alaktatni fosfatni sistem, se pravi to, kar smo gledali zdaj na koncu, zaradi tega, ker bo ta pomagala pri regenerativnih kapacitetah. Medtem ko razvoj vseh 3 teh sistemov, ko smo jih povedali zdaj v zadnjih 3 lekcijah, bo pa nasploh koristil pri doseganju svojih ciljev oziroma odkrivanju našega potenciala, kar je pa itak cilj celotnega tega kursa. Zdaj bomo šli še pa na zadnji 2 lekciji, kjer bomo pa govorili v eni lekciji, kako se regulira stres oziroma kako se stres regulira, da ne preraste v kroničen stres in pa kako lahko čisto vse, kar smo do zdaj povedali, združimo v neko celoto.